Pravzaprav je za začetke mojega bolj aktivnega pojavljanja v družbenih medijih bila kriva korona oziroma epidemija koronavirusa, ker smo se morali učitelji znajti, kako vzpostaviti stik z otroki. In takrat sem videl, kako otroci kje živijo oziroma kako komunicirajo. Tudi objavljal sem te svoje izobraževalne filmčke na YouTubu, ki so potem postali kar precej popularni, se še danes precej gledajo. In tudi otroci so mi rekli, ko smo se pogovarjali potem v šoli, ja, na TikToku je pa tako, daj pejte više na TikTok, In sem rekel, okej, kaj pa je to, Na začetku bo grozno, Sem rekel, okej, potem sem res pogledal in res je bilo malo grozno, moram priznati, kaj se vse najde takole na prvi pogled. Ampak potem sem nekako videl, da mladina danes je na teh omrežjih in sem želel jim stopiti korak bliže, Zato sem se odločil, da bom zavestno tudi na TikToku in objavljal kakšne take kratke, seveda, filmčke oziroma in predstavljal kakšne zanimive stvari na tak način. Podvprašanje je s tem, a se s tem morda razvrednoti poklic učitelja, ta vrednost, ali je v resnici to nek način, da se ga znova približa tem otrokom, ki so morda, ne da so drugačni, samo drugače gledajo na svet, v katerem živijo. Jaz mislim, da je lahko seveda več odgovorov, ampak sam mislim, da je potrebno iti tja, kjer so mladi, Seveda z nekim spoštovanjem, z nekimi pravili dostojnosti, recimo, Ampak kljub temu se mi zdi prav, da tudi tam, kjer so, jim damo možnost, da slišijo tudi tisto, kar imamo mi zapovedati, kot učitelji, kot odrasli, da vidijo, da smo jim blizu, da vzpostavijo tudi stik z nami, recimo. Vse to so, se mi zdi, zelo dragocene stvari. In zatiskati si oči, da to ne obstaja ali pa da je to nek geto, se mi zdi nespametno. Pač tako je, zdaj pa moramo s tem živeti. Oziroma, jaz pravim tako, dajmo izkoristiti pozitivne stvari teh družbenih medijev in medijev nasploh, da podajamo neke pomembna sporočila mladostnikom in tudi vrednote. Modra zavarovalnica je partner projekta Šola prihodnosti. Medtem ko vi, zaposleni v šolstvu, skrbite za prihodnost naših otrok, Modra zavarovalnica skrbno upravlja z vašimi sredstvi za finančno varno prihodnost. Ste letos zopet doplačali dohodnino? Z individualnimi vplačili v pokojninski sklad lahko izkoristite posebno davčno olajšavo. Preverite!